Lep pozdrav, Miran tukaj. Glejte, tisto, kar se dogaja znotraj nas, se dejansko dogaja v našem življenju, se dogaja v naši okolici, se dogaja na različnih področjih našega življenja. Nekaj časa nazaj sem imel trening za stranko in potem mi stranka reče: Miran, v bistvu nekako se ne znajdem, pogovarjava se o različnih področjih, pogovarjava se o partnerstvu, pogovarjava se o poslu. Dejansko navajen sem, da se pogovarja v eni stvari, kako dejansko se tukaj, kako mi lahko pomagaš, da se tukaj znajdem. In v bistvu odgovor je zelo preprost. Tisto, kar imamo v sebi, če imamo v sebi neko jasnost, potem imamo jasnost na vseh področjih našega življenja. Če imamo v sebi zmedo, če imamo v sebi, če v sebi nimamo neke jasne vizije, jasnih pričakovanj, če nimamo jasno, kakšne so naše vrednote, potem se dejansko vse to kaže na vseh področjih našega življenja. In to je, poglejte, če gledamo mi drevo, seveda večino pogledamo najprej plodove, ampak če so plodovi, če gnijejo, če ne rastejo v redu, potem ni problem v plodovih. Ne gremo dejansko zdraviti plodove, ampak gremo pogledati, kaj se dogaja pri koreninah. In isto je v našem življenju. Ko je dejansko zmeda v naši glavi, ko dejansko nimamo jasnih ciljev, nimamo jasne vizije, se ta nejasna vizija kaže na našem partnerstvu, se ta nejasna vizija kaže na našem poslu, se ta nejasna vizija kaže v službi, se ta nejasna vizija kaže tudi v naših odnosih z drugimi ljudmi. In dejansko potem na treningu tukaj raziskujemo, preko rezultatov, gremo nazaj in pogledamo, kaj se dogaja v koreninah, kje so naše pričakovanja, kakšna je naša energija, kakšne so naše vrednote in kakšna je naša vizija. Ker pri večini nekih klasičnih coachingu se ukvarjajo ves čas z jabolki. Ljudje pridejo do mene in rečejo: imam problem s partnerjem. Kaj naj rečem partnerju? To je, nek primer klasičnega coachinga. Kaj naj rečem partnerju, kako naj mu razložim, da bo rezultat takšen, kot si ga želim? Seveda lahko vam dam tak odgovor in ga seveda tudi dobite, ampak dejansko bistveno tisto, kar moramo pa pogledati, kakšna pa je naša energija, da dejansko, tisto, kar vibriramo navzven, ne dosega takšnega rezultata. To pomeni, kakšne so naše korenine, kakšno je dejansko tisto naša osnova, na kateri stojimo in zaradi katere dejansko potem so ti problemi v partnerstvu. In potem to pomeni, da stvari so bistveno bolj povezane. Način, kako vi komunicirate z mano preko Facebooka, ko vas nekaj vprašam, je dejansko način, kako vi komunicirate v svojem partnerstvu. In če potem jaz dolgo časa ne dobim nekega odgovora ali pa če vse kar nekaj in potem vam rečem: zagotovo imate neke težave v partnerstvu. Kako pa to veste? Iz tega, ker dejansko vi, ki ste tukaj, komunicirate z mano. In način, če ne dobim odgovora jaz, skoraj zagotovo ne dobi odgovora vaš partner ali pa vaša partnerka. To je način, kako delamo vse stvari, je način, kako delamo dejansko v bistvu. Način, kako delamo vsako stvar, je v bistvu način, kako delamo vse stvari. In pri energijskem treningu gledamo dejansko, kaj je v ozadju. Seveda gremo pogledati situacijo, ampak situacije nam samo kažejo tisto, kar dejansko moramo gledati, tisto, kar je v ozadju, ker če spremenimo tisto, potem so resnično potem spremenjeni rezultati. Če vam jaz dam samo neko formulo, kaj rečete partnerju, ko vam nekaj reče, v redu, sem vam dal formulo. Ampak kaj pa, ko vam reče nekaj drugega? Kaj pa, ko se drugače začne obnašati? Boste zopet iskali neko podporo, zopet iskali nek priročnik, kaj pa rečem, če to reče, kaj pa rečem, če to reče. Če pa dejansko vi spremenite svoj odnos, spremenite svoje pričakovanja, spremenite svojo vibracijo, spremenite svoje vrednote, spremenite svojo frekvenco, potem pa avtomatsko, ne glede na to, kaj rečete, in boste že dobili odgovor oziroma kaj naredite v nekem trenutku, ampak rezultati bodo avtomatsko drugačni. To je bilo kratko sporočilo za danes.
Ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.